V imenu Župnije lepo pozdravljam vse, ki ste se danes zbrali v naši lepi cerkvi svetega Mihaela. Veseli smo, da se z nami tudi gospod Škof, monsignor Antonjami, ter predstavnik Škofijske Karitas, gospod Jože Kerč. Vsako farno žegnanje je praznik za Župnijo. Letošnja Mihelova nedelja, kot ji rečemo pri nas v Rovtah, je za nas še prav poseben praznik. Spomnili se bomo 30. obletnice od ustanovitve Župnijske Karitas Rovte. Sveti Jakob je v svojem pismu napisal: vera brez del je mrtva. Zato so že prvi kristjani v svojem občestvu delovali dobrodelno. Malo po osamosvojitvi Slovenije se je tudi pri nas lahko cerkev ponovno javno začela ukvarjati z dobrodelnostjo. V Rovtah so prizadevni farani med prvimi ustanovili Župnijsko Karitas. Skozi leta in desetletja se je ob trudu članov lepo razvijala. Z dobrimi deli je pomagala marsikateremu pomoči potrebnemu v Župniji in drugje. Danes se bomo za vse dobro, kar smo prijeli po Karitas, zahvalili Bogu in prosili za Božjo pomoč tudi vnaprej. Kot se za farno žegnjenje spodobi, je gospod Škof tudi blagoslovil, kar smo v letošnjem letu uspeli prenoviti in zgraditi. To so nova vhodna vrata Župnijske cerkve ter plato pred župniščem. Spoštovani dragi gospod župnik, dragi ministranke, naše dragi bratje in sestre, tukaj imate očetno posebne veze z Bogom, Ljubljani je tako mekeno, pusto za nikamor, tu pa pol nevesi. Tako da naj bo da odsev nebes tudi v naših srcih pri tej sveti maši, ko praznujemo 30 let Župnijske Karitas, blagoslovili smo vrata. V svetem letu imajo, ki je pred nami, ki bomo začeli z Božičem, vrata prav poseben pomen. Namreč stopiti skozi sveta vrata pomeni, in vrata v vašo cerkev pomeni, da se bližamo Kristusu. Kristus je vrata večnemu življenju, ker je on svojim človečenjem vsemu človeškemu življenju dal neskončno upanje. Torej za mnogo darov se danes na Mihelovo nedeljo pokazati žegnjenje lahko zahvaljujemo. Mihael pomeni, kdo je kako Bog. Bog je Bog, človek je človek. Če to pomešamo med seboj, da se človek postavlja na mesto Boga s svojim napukom, svojo domišljavostjo, potem nastane kaos. Če pa je Bog na mestu, kjer mora biti, če je Bog na pravem mestu, vse na pravem mestu, potem pa v našem življenju prava življenjska usmeritev in smisel življenja. Prosimo Gospoda, naj nam odpusti naše grehe, slabe misli, predsodke, karkoli se v našem življenju medsebojnih odnosih vidimo slabega, da bomo torej s čistimi srci opravili to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in in nas privedi v večno življenje. Amen.